Dej ga. Ja, ampak če dobro zdaj. Drži ga. Živjo, lepo pozdravljeni. Jaz sem nazadnje naredila vlog 5 mesecev nazaj. En izmed razlogov, zakaj nisem posnela nobenega videa, ker je bilo tako, kaj naj sploh snemam. Pač zdaj sem nazaj v Sloveniji, kaj naj snemam lifestyle, naj snemam, kako bosa hodila tle naokrog. Torej, zakaj se sploh gre? Pri Refuzlu, trgovini brez plastične embalaže, smo se domislili enega challengea za mesec november, kjer so prodajalke slikale vsak dan koše za smeti. S tem smo hoteli nekako prikazati transparentnost trgovine, ker še vedno nekateri izdelki pridejo v plastiki. Hkrati sem se pa jaz tudi priključila z Curry and Love za en mesec in fotkala svoje smeti vsak dan. In si poglejmo, takole je izgledalo. En mesec na hitro smeti. Yes. Na socialnih omrežjih ste mi postavili že vprašanja, tako da bom začela s tem, da odgovarjam na ta vprašanja, ker so ful dobre iztočnice v bistvu. In sicer prvo je bilo, kaj mi je bilo najtežje, vsem skupaj. V bistvu najtežje je bilo vsak dan fotkati. Zaradi tega, ker je en tak velik reality check, ko na koncu dneva vse smeti zložiš na mizo in si tako, zdaj moram pa to slikati. In res sem bila transparentna pri tem, kar sem vam kazala. To pomeni tudi Milka je bila, nekaj, kar jaz ne bi želela biti oseba, ki je Milko, ampak ja, če jo pa mami prinese, jo pa pojeva v enem dnevu. Srečaš se v bistvu s tem, s to diskrepanco, kaj želiš biti, pa kdo v resnici si. S Klenom sem imela tudi včeraj eno tako debato o tem in je ful dobro rekel, da jim povej, da ni lahko dajati svoj life online, ampak da imaš res dobre sledilce, ki razumejo to, da stvari niso nikoli popolne in da je lepo imeti nekoga, ki sem razume, da je največ, kar lahko, da se vsi trudimo. In jaz se definitivno trudim. Če bi se pa trudila še bolj, bi bilo pa teh smeti še manj, ne? To itak. Torej, to mi je bilo najtežje. Naslednje vprašanje. Če sva v bistvu živela normalno ali sva se trudila čim manj proizvesti? Ne. Medva sva živela normalno. Nič se nisva trudila karkoli zmanjšati. Če bi se dejansko trudila zmanjšati, tle ne bi bilo 4 paketov tortilja čipsa, še kakšnih drugih stvari. Tako da ja, tu je, mislim, da čisto realno stanje najinega gospodinjstva, povprečno, v mesecu. Naslednje vprašanje, ki se mi je zdelo ful dobro, je, če se čemu, občutek imam, da se čemu odpovedujem. Načeloma ne, v večini primerov ne, imam tako občutek, da res I walk the talk, v smislu, da ta avtentičnost, o kateri skozi govorim, preprostost, to, da potrebujemo malo, da to res živim in v to res verjamem in potem ni tistih pomislekov, joj, vsem bi bilo fajn, če, ne. Pri eni stvari sem edin pomislila, da se malo odpovedujem in sicer vedno, ko grem komu na obisk, pa tako prespim, pa pozabim šampon na familu. Pač tisti kupljeni utekoči geli, šamponi in conditioneri, pač tisto meni res lepo diši, ne. Trenutno vse, kar uporabljam s Klenom, so trda mila in ja, pač nimajo tako močnega vonja in lasje ne bodo ti tako lepo dišali. In prav spomnim se, ko smo s Klaudi potovali skupaj po pač Latinski Ameriki, si ona prala lase s Head and Shoulders in meni je bilo to tako, this smells so good. Jaz pa tako z eno trdo žal. Kar se tiče hrane, se pa ne. Zato je, ker dejansko tle je ful enih indulging stvari. Neki stvari, ki niso nujne, pa jih pač jeva, zato ker nama sedejo. A.k.a. tortilla chips, a.k.a. Twixi. Potem je Špelco vprašala, kateri šampon uporabljam. Uporabljam isti šampon že, mislim, da pa zdaj pa že skoraj 3 leta. Od Tinkture. Tu je tak šamponček v trdem stanju, tak chubby. Medva imava tu za 1 leto, pa jaz sem imela prej, se veste, res dolge lase, tako da sem ga malo več rabila kakor zdaj. Tu je amazing šampon, tukaj se lepo spe in tukaj ti lepo lase opere, res imaš feeling, da je vse oprano. Gobice za pranje je bilo naslednje vprašanje. Stestirala sem lufo od slovenskega proizvajalca Dante Smile in ta lufa je narejena iz buč, dobesedno iz buč, iz vlaknin. V temle videu sem jo tudi testirala, kako se pen in je vrhunska.
Mina so jo uporabljala, kakšen mesec popolnoma izdržala, pa so jo pa pač morala odvrči na kompost. Trenutno uporabljava obične gobice iz razloga, da sva v zidanci in ta zidanca je imela en 12-pack običnih gobic za pomivanje pod umivalnikom, že ko sva medva sem prišla. In ja, pač moja mentaliteta je, zakaj bi jaz zdaj tu stran vrgla, pa lufo uporabila, pač tu bova zdaj porabila, ker je bilo že kupljeno, ker je nekdo že tu največ 10 let nazaj kupil. Good enough. Okay. Naslednje vprašanje se je dotikalo računov, če grejo v papir. Tu smo dobivali tudi pri Refuslu veliko vprašanj, veliko ljudi je bilo presenečenih, v bistvu, da se odmečejo računi v mešane odpadke. Razlog je preprost. Računi so namreč tiskani na termopapirju in ta papir se potem ne da reciklirati. Pri meni je bila ena posebnost, da tlele gori 24 ur na dan kamin in da pač vmes raba veliko papirja in kartona in ful stvari za kurva, ne. Tako da tle na tej mizi ni papirja in zato tudi za kurva račune, ker to se da za kuriti. Ko že govorimo o papirju, se je eno vprašanje nanašalo tudi na WC papir. WC papir kupujeva zdaj že kar nekaj časa v Refuslu. Niso me nič plačali, da to govorim, pač res. Torej, medva kupa 24-pack, škatlo lahko vrneš nazaj, ker jo oni vrnejo palomi in potem oni dejansko še enkrat uporabljajo te škatle, kar je tudi amazing. In to je to, za nas seroni. Še enemu papirju je bilo vprašanje. Kaj je s peki papirjem? Spet se bom ponovila. V Refuslu se prodaja papir, peki papir znamke If You Care in tu je 100% biorazgradljiv peki papir, tako da, mislim, jaz ga res uporabljam do podna, tako, ko je črn, pa ajde, mogoče ga lahko vržemo stran, tako da je reusable in ko je uporabljen, potem sem gre na kompost in se razgradi. Potem je bilo še eno vprašanje, kar se tiče menstruacije, kaj naredim, ko pride menstruacija. Jaz uporabljam menstrualno skodelico, zdaj že bo 4 leta, eno in isto, in mi je top. Pač tudi na potovanjih, jaz si brez tega sploh ne predstavljam. Najboljš, res. Tiste, ki imajo zelo močne menstruacije, potem uporabljajo še pralne vložke, recimo ponoči, ali pa menstrualne hlačke. Jaz tu ne uporabljam, ne vem, če kaj prcuri, pa operemo, pa je. Vprašanje je bilo, če nama je lažje, če se mi zdi, da nama je lažje, zato ker ne živiva v mestu. S Klemnom sva živela v mestu kar nekaj časa, tako 3 leta. In ja, količina odpadkov je bila višja. Jaz vsako leto, če sem le doma, naredim res ful veliko ozimencev, tako da to bi bilo tudi zanimivo poslikati, koliko steklovine jaz nosim v zidanco, pa spet nazaj mojim staršem prazno. Bi rekla, da neka razlika definitivno je, nisva pa clearly samooskrbna, ne, ker še vedno veliko enih priboljškov si kupva in privoščiva. Zdaj, ena stvar je mene presenetila, da niti enega dneva vmes ni bilo, ke bi bilo nič odpadkov. Jaz sem ful mislila, da bo več dni vmes, ker kar tako nič odpadkov ne bo. Tako da, to je nekaj, kar me je presenetilo. Za papir sem povedala, da imava ta privilegij, da imava kamin in sva ves ga zakurila, za kompost imava pa ta privilegij, da imava kompost na vrtu in se vse pač vrne v naravo, kjer bo lepo zgnilo in se spremenilo v zemljo, slej kot prej. O eni stvari sem še želela z vami govoriti, ker se mi zdi, da je to moja šibkost in bi me zelo zanimal feedback vseh vas, kaj si vi mislite o tem. To so izdelki pred rokom. Na primer, primer energetske kroglice, šla sem v trgovino, itak sem šla pogledat, kaj je pred rokom in najdem te kroglice. Znižane so 50% in jih kupim, ker si mislim, ja, sej tu bova imela za snack, ko delala, glih prav. Ampak tu je pač na koncu ful plastike, ne, za teh par kroglic. In pol sem vedno v razcepu, ne. Sem tu zdaj dobro stvar naredila, ker sem rešila nekaj, ki bi drugače sem pač šlo v smeti? Ali sem naredila slabo stvar, ker sem dala trgovini pod tuho, da pač še vedno, ne, lahko prodajo, tudi če malo znižajo. Ne vem, kaj vi mislite o tem. Jaz vem, da je tle ful enih stvari, ki so pred rokom in jih ne bi nujno kupila, če ne bi bile tam pred rokom. Včasih najdeš kakšen ful dober deal, včasih pa kupiš kaj, sem kar tako, ne vem, kaj misliš, da rabiš, pa sploh ne. Na primer 3 pakete kokosovih smetan, kaj mi sploh ni tako dobro. Tako da, o tem bi vaše mnenje bilo ful zanimivo slišati. Za zaključek bi pa
dotaknila se 5 kategorij, katere sem zapisala, pa malo povedala o tem, kako jaz vidim nakupovanje v vsaki kategoriji, pa kako jaz to prakticiram. Začela bi s kozmetiko, o kateri sem že malo povedala, pa dajmo zdaj še enkrat iti čez. Torej, za menstruacijo sem povedala, pa za WC papir. Robčkov ne uporabljava, ampak malo, je zdaj kakšen, nimam pisala. Uporabljava stare štumfe, pa jaz sem najbolj bažni robček. Zobna pasto sva zdaj prešaltala na tabletke. Jaz imam bambusovo krtačko, Klemen ima še vedno plastično. Kremo imam jaz eno za obraz in ta je v steklu, ki je povratno. Deodoranta ne uporabljava trenutno, ko pa ga zmešam kokosovo olje, sodo bikarbono, škrob pa eterično olje. Prašek za perilo delam sama iz marsejskega mila, za belo perilo pa imam kupljeno, v bistvu mi ga mami posod. Jaz sem si za poroko kupila eyeliner, maskaro pa šminko in tu bom zdaj jaz imela največ 5 let, zato ker ne uporabljam make-upa, razen 2krat na leto, ko ne vem, ko se bo piknik ženil, ali pa ne vem, kdaj si bom dala naslednjič make-up gor. Za britje ima Klemen brivnik, jaz sem drugače prakticiram epilator plus doma naredim ta sladkorno depilacijo, pa krpice stare uporabim. Druga kategorija je hrana. Se mi zdi, da sem že ful veliko povedala, v bistvu kako nakupujeva, torej večinsko je najina hrana domača, potem pa so ti razni dodatki, ne vem, zlate kroglice, pa pol kakšen snackič, takole za ob filmu, ne, kakšen tortilla chips, ste videli, da imava rada. Kar se tiče stvari, predmetov, jih ne kupujeva veliko, kupva kar res rabva. Ne vem, psa sva v tem mesecu posvojila, to meni je bo treba kupiti fleksi, ki je bil veliko plastike pakiran, ovratnico, neke take stvari. Kar se tiče stvari za dom, imava za posodo pomivati, imava iz rifuzla na pipco in je top, pač najboljši detergent za posodo pomivati. Jaz veliko uporabljam kis za čiščenje površin, pa tako ne vem, ko grem WC izčistiti ali pa tako, pač je vse kis razredčen z vodo. In še zadnja kategorija so pa oblačila. To je mogoče pa celo tema za kakšen drug vlog. Jaz zdajle že bom praznovala, v bistvu sem praznovala letos 5 let, ko kupujem skoraj samo second hand oblačila. Evo, in smo prišli do konca tega vloga. Upam, da vam je bil poučen, zabaven. Kakršnokoli dodatno vprašanje me kar vprašajte spodaj v komentarjih. Vesela bom pa tudi predlogov za kakšen vlog za naprej. Ampak mislim, da sem danes kar veliko povedala. Tako, zakorakajte lepo v tale veseli december. Ajdi! Piknik. Piknik. Hej. Piknik. Piknik. Pizza. Ja. Jubi.